Gledate informativno oddajo Bučke, ki jo vodi Slavko Bobovnik. Dober večer, premier Miro Cerar se vse bolj uspešno sooča z novimi prijemi bruselske birokracije. Čeprav ti prijemi morda res izgledajo kot objemi, je sama koreografija veliko težja, kot se zdi na prvi pogled. A naš premier ima na srečo dobrega mentorja. To je predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker, mojster stiskanja in človek, ki ima za vsak objem v žepu 5 scenarijev. No, poglejmo, kako jima je šlo tokrat. Ja, lepo zdravo, Miro. Ko le primeš in objameš. Spet. Miro, kaj narobe? Spet sem zajebal. Povej Spet stricu sem zajebal Junkiju. stran. Čisto sem se zmedel spet. Ti si pa šel z te strani in pa sem šel jaz, no, na isto stran. Bože. Ma te objemi, Dobro. no. Ja, nič, greva naprej. Greva še not malo povadat. Moram se naučiti to. Probava zdaj notar še enkrat, ti se mozirmano ponavljaj, kot zmeraj, okej? Okej, to pa znam. Okej. No, zdaj pa tako, ko sva vadila. Pozicija, obrat, roka, Roka, objem. mava to. No. Super si. Voilà. Ja, tako. Ja, Kaj zdaj? greva ven. A greva lahko mi dva tja, ki bo tiskovka, pa da še malo vadva, ker je še zmeri, ne vem, to z glavo, pa z rokam, pa to kar nekaj delam. Miro, Sploh ne znam. samo sprostiti se moraš, pa bo, kot vaša okoljska zakonodaja. Ne vem, zakaj je tako težko, ampak do zdaj sem še vse naredil, kar ste rekli. Upam, da se to ne bo parijel, ker jaz si Putina ne bi upal objeti. A veš, zakaj Putina ni treba nikoli objeti? Ne Kaj je vem. skozi prvit? Ne. Kot sem jaz. Dobra. Ja. Dober dan. Greva še enkrat, imam dober občutek. Evo, pridem Najprej objem. noter. Okej, zastran. Bravo. Ja, mislim, Super. da znam zdaj. No, grem Borutu povedati, da znam. Mu bom jaz. No, zdaj Pa bo pa malo problem. zaštekal. Zdaj pa je, sorry, RTV bože. pač. Aha, zdravo Boruta. Zdravo, Žan, kako mu gre? Bo? Bo, dobar si ga Seveda. naučil. Ja. Dobar. Veš kaj, ni bilo lahko. Bil je bolj tip za ograje, kot za objeme. Voditi ga moraš naučiti, pa sam. Poznam. Moraš ga za roko prijeti, pa mu pokazati, pa Mlad je še. pripeljati čez. Se bo naučil, da bo prav. Nekako zna. A sem si končno že zaslužil ta teran? Normalno, sod že čaka. Ija. Predsednik Desusa Karel Erjavec še naprej preseneča. Potem, ko se je pred časom zavzel za obvezno služenje vojaškega roka, je tokrat spet udaril po mladih fantih. In to tam, kjer so najbolj občutljivi. Obtožil jih je, da slabo seksajo. No, poglejmo to izjavo. Osebno mislim, da bi bilo prav, da vsak mlad fant pozna vsaj osnovne položaje, da ve, kaj pomeni podrejenost, nadrejenost. Moram reči, da številne dame in tudi dekleta podpirajo to idejo. Z nami je kolegica Latoja, pozdravljena. Čau, Slavko! No, povej, kakšni so odzivi na to Erjavčevo pobudo? Številne dame in dekleta se sprašujemo, kaj nam Desus in njegov predsednik pravzaprav sporočata. Ali to pomeni, da naj zdaj kar vse postanemo domine in neizkušene mlade fante mlatimo z bičom, da bodo vedeli, kaj pomeni podrejeni položaj in kako spoštovati avtoritete? Brez veze, res! No, dobro, to še ni zdaleč vse, kar Erjavec pričakuje od ženske populacije. Prejšnji teden je nazorno razložil, kako si predstavlja cel postopek. Da ga znaš spraviti v posteljo, da poskrbiš za osebno higieno in podobne zadeve, seveda v kratkem času in na suh, da točno pokažejo fizično akcijo in praktično pozicijo. Ma ta ni gladek. Od nas žensk pričakuje, da se obnašamo kot ene navadne prostitutke. Da fanta najprej stuširamo, pol nas pa na hitro nabriše.
Ne vem, če je to prava pot. No, kaj praviš na promocijske videokasete, na katerih nastopa Urška Čepin? Je to lahko primeren didaktični pripomoček? Joj, ma to je navaden bullshit. Oprosti, Slavko, ampak kaj tako bednega? Jaz še nisem videla. No dobro, oglejmo si 2 lekciji. Povečana oprsja, pa kvaše. A veste, če pa nočejo vzeti še tisto malo, naj grejo raje k svojim mamam. Si predstavljate, da seksate z eno punco in ona zaradi penetracije umre. Ma to je kar neki. Jaz tukaj ne vidim nobenega sporočila, ki bi lahko koristil mladim fantom. Sploh pa, kdo je ta Urška Čepin, da bo mulcem predavala o seksu? Kolikor je meni znano, se ona bolj spozna na masažo. Prav, Latoja, hvala za ta pojasnila. Mi pa si poglejmo, kaj si o vsem tem misli stroka. Prispevek Danica Lorenčič. Dejstvo je, da se vse razvite države spopadajo s problemom, kako vsem mlajšim adolescentom zagotoviti čim lažji vstop v aktivno spolno življenje. Velik problem je namreč vse večja časovna razlika med telesno in psihosocialno zrelostjo. Življenje je dolgo in bodite do poroke čisti, ker boste pol vsak dan nabijali. Ne pa, da boste zgubljeni in čisto zafrustrirani, ne vem, kva vse še. Pa razočarani sto in tavžent razočaran. Tudi se, punce, paste na svoje rožice. Je dovolj le fizična aktivnost ali bi morali stremeti k višjim ciljem? Seks ima namreč tudi duhovno poslanstvo. Pomemben je odnos, njega položaja, ki bi vsakmu zagotavljal ta užitek. S seksom pride Bog, jaz rečem. Ni važna zvestoba, ker se v principu vsak želi dati dol, zato smo se rodili in to je naša dolžnost, da se spočinemo. No, toliko o tem. Predsednik Borut Pahor je uradno začel svojo predvolilno kampanjo. Kot je znano, kandidira za predsednika šole. Poglejmo, kaj vse je obljubil sošolcem. Pozdravljeni. Borut, novi predsednik. Zdrav. Smo. Kje si, Mišek mali? Evo, dodali smo vas za frenda in zdaj grem na vaš profil in lajkam tole fotko na štengah. Ali pa vašega delfinčka tlele zraven. Tukaj sem bil zgoraj brez. Polajkaj še ostalo. Ja, ne morem, gospod predsednik, imamo firewall naštiman, bom doma. Lahko odpustim katerega koli učitelja. Vi samo povejte. To je moderna šola in kot predsednik lahko odpustim z odgovornostjo, veste, tako. Jaz sem tukaj sposoben zrihtati karkoli hočete, ne? Recimo tukaj vidim ene velikanske zvočnike, ki bi skozi žgali muziko. Zraven seveda gostujoče DJ-je, to bi bil jaz. DJ Borut. Očitno je, da sem zaenkrat najbolj resen kandidat, za razliko od ostalih, sem edini srednjo šolo že končal in to uspešno, kar je v tej borbi velika prednost. V sosednjem studiu se bo vsak hip začela nova epizoda popularnega domoljubnega kviza. Vaš gostitelj je kolega Marcel Štefančič. Spoštovani gospod predsednik, gospoda Načkova, gledate domoljubni kviz? Nimaš pojma! Pred nami je še en večni derbi med Štajerci in pa Ljubljano. Na levem fotelu trgovec, menedžer in župan Ljubljane Zoran Janković. Lepo zase skupaj. Njegov nasprotnik na desnem fotelu je nekdanji mariborski župan, ki so ga odnesle ovadbe, radarji in pa ulica, Franc Kangler. Dober večer. Ok, najprej povejte iskreno, ne, v tem kvizu sodelujete zato, da bi zmagala ali zato, da bi pustila kar se da dober vtis? Ja, jaz to prvo, da bi zmagal, ne? Ja, pa tudi zato, ker sem veliki domoljub po srce. Da, povedal boje, da je tako zmaga dober vtis, da sama zmaga, da pojeke dost, da če je do koncu vtis slab, je obratno, ne. Ok, da ne filozofiramo preveč na kratko nekaj osnovnih pravil. Imamo 3 vprašanja po sistemu, kdo bo prej. Tisti, ki zbere več točk, potem v finalu sam odloča o svoji usodi. Zmagovalec gre v polfinale, poraženec pa bo mogel opraviti 200 ur družbeno koristnega dela. Vse jasno?
Ma bere podoba jaz. Čakaj, malo, samo eno vprašanje. Kaj to so pravi elektrošoki ali samo specialni efekti? Kva misliš? Ja, specialni efekti, valjda. Toliko pa te že poznam televizijo. Ok, režija, den specialen efekt za gospoda Kanglerja. Porka duš, pa to res prava elektrika. Skratka, če odgovorita na robe, vaj bo takole treslo, če odgovorita prav, dobita majhno dozo hormona sreče. A tega si morata zaslužati. Dame in gospodje, čas je za domoljubni kviz Nimaš pojma! Prvo vprašanje. Pravilen odgovor je vreden 5 točk. Dobro poslušajte. Koliko kilogramov kruha na leto poje povprečen Slovenc? Imate 3 sekunde. Gospod Kangler, kakšen je odgovor? 5 kil. Jebem te sonce. Povprečen Slovenc na leto poje 65 kg kruha. Statistika tudi pravi, da smo pri porabi belega nekje med prvimi v Evropi. Ok, drugo vprašanje za 10 točk. Dobro poslušajte. Katerega leta je Slovenija prvič presegla 2 milijona prebivalcev? Nimata pojma, a? Mene je že 2-krat streslo kot psa. Slovenija je magično številko 2 milijona prvič presegla leta 2005. Po 2 vprašanjih smo še vedno na nuli. Evo, hitro gre, smo že pri tretjem, zadnjem vprašanju pred finalom. Pravilen odgovor je vreden 15 točk. Vprašanje se glasi: kdo je bil prvi Slovenc, ki je premazal klofuto ministru? Prvi bi gospod Janković. Kakšen je odgovor? Ja, jaz bom rekel, ne, da je prvi bi desa udaril režiser Večji Vok Važlovar. Vinč je pravilen odgovor! Filmski režiser Vinči Anžlovar je sredi 90-ih prejšnjega stoletja klofnil takratnega kulturnega ministra Sergija Peljhana. Marcel, lepo vprašanje, a se da ta hormon seče dobike v lekarni? Tega ne vem, mislim pa, da sami najbolj veste, kako je s hormoni v lekarni, ne? Zoran Janković vodi 15-0, to pomeni, da v finalu odgovarja prvi. Ok, elektriko smo izklopili, gospod Kangler, zdaj se lahko končno sprostite. Pred nami je zadnje odločilno vprašanje. Finale prinaša 20 točk, vse je še odprto, oba lahko zmagata. Zadnje vprašanje vama bo zastavil humanitarec in aktivist Tomo Križnar. Dober večer, ljudje. Dobro me poslušajte. Vprašanje se glasi: koliko odstotkov Slovencev danes živi nad pragom revščine? Pa veliko sreče. Hvala lepa, Tomo. Mata 5 sekund za razmislek. Čas je potekel, gospod Janković, odgovarjate prvi. To jaz bom rekel, da je to tam približno 20%. Zoran Janković pravi, da kar 90% Slovencev živi nad pragom revščine. Gospod Kangler, vaša naloga je, da poveste, ali je ta odstotek še večji ali morda manjši. Če odgovorite prav, ste zmagali, če ne, ste zgubili na nuli. No, zdaj prvo ko prvo. To, da v Sloveniji je velika revščina, da so otroci lačni, pa ne vem kaj še, to je ena navadna levičarska propaganda, ki se je začela takrat, ko je bil na oblasti Janez Janša. Kot drugo, jaz, Franc Kangler, na tem mestu suvereno trdim, da nad pragom revščine živi več kot 90% Slovencev. 100%. Vaš odgovor je napačen. Zmagovalec dvoboja je Zoran Janković. Šampioni, zeleni.
Uradna statistika pravi, da nad pragom revščine trenutno živi 86% Slovencev. V teniškem žargonu bi rekli, da vam je gospod Janković zavezal kravato, ne? No, čestitam, Zoki. To ni bil on toliko dober, koliko sem bil slabi. Okej, midva se vidva v polfinalu, ne? Definitivno, preda veda zmaga, greb, da. Okej, tako je. Dragi gledalci, spoštovana publika, to je bil naš tretji domoljubni kviz. Muziko je vrtela DJ Lorela. Vidimo se naslednji teden v istem času, v istem kanalu. Živo! Tako, spet smo nazaj v bučkah, na vrsti je šport in Zmago Sagadin. Ja, potem, ko se je v Lahtiju prejšnjo nedeljo končalo svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju, je danes, kot poročajo organizatorji, v cilj prispel še zadnji tekmovalec. Gre za venezuelskega tekača Adriana Solana, ki je imel obilo težav s progo, opremo in orientacijo. ¡Puta madre! ¡Me volveré loco! ¡Cielos de mierda! Es que el esquí es para por las maricas. ¡Mierda, Bianca! Pogumni Adrian Solano si je prislužil naslov najbolj vztrajnega tekmovalca. No, tega ne bi mogli reči za njegovo spremljalno ekipo, ki je že pred dnevi odpotovala nazaj v Venezuelo. No, verjamem, da so si organizatorji kar vdahnili. Pa zavarovalnice tudi. Hvala, Zmago. No, za konec pogledamo še v Turčijo. Na tamkajšnjem izboru za pesem Eurovizije je prišlo do resnega škandala. Strokovna žirija pod vodstvom predsednika Erdogana je izbrala skladbo, ki ni bila všeč Angeli Merkel. Poglejmo. Bayanlar ve baylar, Türk Eurovizyon şarkıları dinleyin. Gospa Merkel je poslušala pesem in ni navdušena. Pravi, da ni šans, da dobimo letos od Nemčije 12 točk in po moje je to popolnoma nesprejemljivo. Če od Nemčije ne dobimo maksimuma, pol nima smisla, da gremo tja, a ne? Poglejmo malo v zapore. Zihar imamo od ostaje še kakega pevca kje. Močnega, Orenk, pa naj to zrihtajo do maja, če ne pa bom poklical v Kijev in vse odpovedal. Spoštovani gledalke in gledalci, to je bilo vse za nocoj. Še naprej nas spremljajte na družabnih omrežjih. Vidimo se v soboto zvečer. Lahko noč in miren spavec.